Ja, z nami je Žiga Virc, ga lepo pozdravljam. Vidite, da imamo tukaj človeka, ki takoj dokumentira stvari, ker ste ravnokar fotografirali. Sem moral slikati, kaj vas je toliko. Lahko pričakujete, da boste nastopili v kakšnem prihodnem filmu. Najprej bi rada povedala in čestitala Žigi Vircu, da je v tem trenutku film Houston imamo problem, pa že najbolj gledani film v letu 2016, ker pred to projekcijo je manjkalo še 8 gledalcev. Tako da čestitam. Hvala. Ko sem premišljevala o tem filmu po prvem ogledu, mi je prišel na misel roman, Bartolov roman Alamut, in sicer tisti znamenit moto, ki ga najbrž poznate, namreč vse je dovoljeno, nič ni resnično. Zdaj ta roman, saj z naše distance, je pravzaprav to preroški roman, ne? In Vircov film je pa en tak pogled v preteklost in sem zasledila, da je pa Marcel Štefančič junior zapisal, da je to pravzaprav prerokovanje preteklosti. Tako da smo različni ljudje podobne stvari začutili. Kaj naj vas najprej vprašam? Ali pustimo kakšno vprašanje gledalcem? Ali naj to standardno vprašanje rečem, v katerem trenutku, kdaj ste dobili navdih za to idejo vesoljsko, to izpeljavo tega vesoljskega programa? Kako vam je to res kanilo? Je kapljno, ja. Najprej vas vse pozdravil še v svojem imenu in sem ful vesel, da ste se udeležili v takem številu tega pogovora. Vsi zadnji, ki stojite, odspred sta še 2 stola frej, sem tako, no, vabljeni. Drugače ideja v bistvu je štartala nekje okoli mojega kratkega filma Trst je naš, mogoče se ga kdo še spomni iz... Ja, seveda, čestitam za tisti očarljiv film. Saj bila ena nota, ne, italijanske uradna nota. Takrat smo dobili super brezplačno oglaševanje, ker je zunanji minister Italije takrat hotel bojkotirati ta film in dal noto slovenski vladi, protestno noto, da se ga ne sme predvajati, govorimo Trst je naš. In seveda je to šlo potem v medije, nam se je pa seveda zgodil najboljši možen PR in se pravi brezplačno oglaševanje tega filma. Res pa je, da v tistem momentu nismo točno vedeli, kaj se bo zgodilo, ker vem, da v Sežani so bili napovedane neke skupine, ki naj bi prišle, ne vem, terorizirati predstavo oziroma našo premiero in smo potem imeli v dvorani eno goro policajev v civilnih oblekah, tako da je zadeva izgledala dosti nedolžno od zunaj, od znotraj pa niti ni bilo toliko. Ampak to je bil super povod, film je bil potem tudi v bistvu nominiran za študentskega Oskarja in takrat sem začel razmišljati, kaj pa zdaj moj prvi celovečerni film, kar je nekako logično nadaljevanje in ta tematika Jugoslavije je meni glih toliko blizu, pa glih toliko daleč, da lahko na njo mogoče pogledam iz neke neobremenjene perspektive in sem rekel, ok, kaj so pa stvari, ki niso običajne, kaj so stvari, ki niso mogoče toliko že prezentne v dokumentarnih filmih, v zgodovinskih knjigah, v vsem, kjer se pač govori o Jugoslaviji kot v nekem zgodovinskem aspektu. In smo začeli razmišljati, ok, katere so pa stvari, ki se tiče Jugoslavije, ki so mogoče malo bolj zanimive, ki so drugačne. Kaj je tista mitologija? Mitologija je recimo stvar, ki je v Jugoslaviji, še posebej danes mogoče še bolj v Srbiji prisotna. In mitov je ogromno v Jugoslaviji. Od tega, da je bil Tito Rus, to so te stari miti, ki pač, če kakšni moji generaciji to razlagam, pač ne vem, zakaj je bil Tito Rus. Mislim, kaj tle sploh ne iza tega, ampak en od teh mitov je bila pa tudi ta vesoljska tekma in mi smo v bistvu ta nek mit vzeli in iz njega naredili zgodbo. Res pa je, da na začetku ni bilo tako
direktno. Jaz sem napisal že en scenarij za en popolnoma igrani film, ki se je samo dotaknil jugoslovanskega vesoljskega programa, pa smo potem ugotovili, da je vse ostalo totalno brezveze, ampak da je ravno ta jugoslovanski vesoljski program pa bil taka najbolj zanimiva tema, ko si nekomu razlagal, na čem delaš. In tako smo mi prvič naredili en napovednik na YouTubeu, ki smo ga objavili januarja 2012. In to je bilo vse, kar smo imeli, na pol strani napisana zgodba, pretvorili smo jo v video, dali na YouTube, zaradi tega, ker smo rabili to za eno delavnico mednarodno. In ostalo je zgodovina in potem sem jaz 2 meseca odgovarjal na novinarska vprašanja. Tako se je začelo. Tako se je začelo. Velika razlika je, če film vidiš prvič ali če film vidiš drugič. Vsaj meni se je to zgodilo, ker sem prvič šla film gledati brez vseh podatkov, čist neobremenjeno, in ker sem take vrste gledalec, da nočem med filmom preveč razmišljati. Med filmom se rada prepustim temu, kar se dogaja, in seveda, ker sem na koncu pozorno prebrala napise, ne, sem prebrala tudi, da je sodeloval Ivan Pavić, ne, in da je sodeloval gospod Hafner in tako naprej. In ker sem sama kakšen film dokumentarni naredila in pač vem, kako je s temi napisi, ne, da je pač napis nekaj nevtralnega, objektivnega. Skratka, sem razmišljala o tem, da so pač neki, da so vendar kakšni ljudje, ne, v tem filmu avtentični. To me je seveda napeljalo in na druga razmišljanja. Potem sem se po filmu pa sestavila, ne, in sem danes gledala film in občudovala, kako so ti liki, v bistvu ti izmišljeni liki, zgrajeni res filmsko in tudi Titov lik, ne, kot ste že večkrat rekli, je Titov lik, pravzaprav ste ga tretirali kot filmskega igralca, ne. In to se mi zdi, da je res konsekventno speljano in moram ponovno čestitati. In kako ste to pravzaprav gradili, ker to pa je res en tako presežek, ne. Ja, hvala. Zdaj, ja, seveda, kar se tiče, kako smo obravnavali vse like v filmu, dejstvo je, da ko smo začeli razvijati to zgodbo jugoslovanskega vesoljskega programa, je tako kot pri večini, recimo, zgodovinskih, ne vem, igranih filmov in tako dalje, se je pokazalo, da se ljudje seveda najbolj poistovetimo za neko osebno zgodbo, ne moramo se poistovetiti s sistemom, z državo, z pač večjimi stvarmi, ampak se lahko povežemo z nečim, kar je nam pač blizu, to so pa seveda ljudje. In recimo ravno primer Tita, če že glih govoriva o njemu, je tak primer, da jaz sem videl kar nekaj dokumentarnih filmov o Titu, ampak večinoma ga jemljajo bolj kot neko veliko zgodovinsko osebnost. Velika v pozitivnem, negativnem smislu, to zdaj ne grem v te vode, ampak kot nekaj velikega, nekaj tam zadaj daleč stran od nas, ne. In v sklopu tega režima so potem bili pa ljudje, ki so pa nam blizu, ampak v bistvu nisem želel narediti zdaj še en ta zgodovinski lik, ki ga vidiš samo v arhivu nekje daleč stran, ampak kot lik, ki nam je kolikrat toliko blizu, pa tudi po svojih nekih odločitvah in nekih emotivnih reakcijah na stvari, ne. Tako, mi smo dejansko želeli, mi sploh nismo njega tretirali kot neko veliko zgodovinsko osebnost, ampak en lik v filmu, ki ima zelo jasno naracijo. Spravi, naredi Jugoslavijo, naredi vesoljski program, ugotovi, da ta zadeva ne bo šla čez, proda, upa, da ne bo noben pogruntal, seveda pogruntajo in potem se zgodi, kar se zgodi, ne. Tako smo, probali smo narediti, v bistvu je rahlo, za moj pomen rahlo tragikomičen lik. Ne vem, kakšen je res bil, nisem ga nikoli srečal, ampak to je bila nekako naša ideja. In seveda s tem je bilo pogojeno tudi brskanje po arhivih, ker vedno v vseh glavnih arhivih seveda Tita vidimo kot to neko
veliko prezenco, veliko osebnost, ki pač vodi veliko državo. In mi smo pa iskali tist nek promil ostalih arhivov, ki niso tako običajni, kjer pač Tita vidimo, ne vem, da je zaskrbljen, da vrže cigaro po tleh, ker je nezadovoljen, ali pa da ga vidimo, ne vem, v kopalkah, recimo. Tako, to je bila ena taka ful osnovna stvar. Ja, no, ampak še veliko bolj intrigantni se mi zdijo pa ti liki, ne? Ker ste jim vendar morali dati ene realne osnove take, da bi se to pa res lahko tako zgodilo, ne? So bili ti znanstveniki razni, so bili varovane osebe, ne? Pa so bili udbovci, ki so tudi upravili take izginotja ljudi, pa take stvari. Definitivno, to je ena od stvari, vsi današnji liki, ki so pač v filmu, mislim, ki smo jih pač danes snemali iz današnjega časa, iz današnje perspektive, v bistvu so neke vrste skupek zgodb, ki so se dogajale v Jugoslaviji. Ti zares ne moreš v 90-minutnem filmu pokazati, ne vem, na tisoče nekih zgodb, ker to dejansko je bilo na tisoče zgodb, seveda pa lahko pokažeš neke simbolne zgodbe in potem ko smo se odločili, kateri liki pa bodo v filmu, smo se odločili, naj vsak predstavlja en delček zgodovine Jugoslavije, ne, seveda in ta antagonizem med nekom, ki je bil del sistema, ki je delal dobro za sistem, pa se je potem to nekako obrnilo proti njemu, kot je Ivan Pavić in njegova hčerka v filmu, in pa general major in spet njegova hčerka v filmu kot nek kontrapunkt tega, ampak dejstvo je, da nismo pa želeli zadeve narediti tako čist črno-bele, ker nikoli zares niso bile. Recimo tukaj nam je velika inspiracija, nam je bil ravno general major, v bistvu, ki nastopa v filmu pod imenom Franz Hafner, drugače pa gre za Marjana Kranjca, ki živi v Štepanskem naselju in v bistvu skoraj moj sosed. In gremo k njemu od časa do časa na viski. No, on in njegova hčerka Irena Kranjc, ki je tudi v filmu, ona je bila, mislim, da drugi človek. Ona je avtentična. Ona je bila drugi človek Sove, tako je pod direktorjem Sove. In ona sta bila zelo velik nek vir informacij in zgodb, kako so se pač te zadeve zares lotevali takrat. Kar seveda lahko je zadeva zanimiva, včasih zelo strašljiva, ampak vsekakor uporabna za filmsko pripoved. In nek simbolni povzetek nekih preteklih časov, ki jih jaz pač nisem doživel, ampak glede na pričevanje drugih, potem lahko to strnem v neko simbolno zgodbo. No, to je bila taka to je bil tak najbolj zanimiv vir informacij. Recimo tudi tista na koncu je en zelo kratek delček smo pustili v filmu, ko general major razlaga o Žižku, ne, kako je bil za njih terorist, ne. To je dejansko intervju z njim, zelo tak privatni intervju z gospodom Marjanom, ker je potem razlagal še veliko Žižko in kako so jim prisluškovali in tako naprej, ne. In to je, seveda, iz današnje perspektive. In našli ste pa posnetek Žižka, ki res iz tistih časov. Ja, našli smo posnetek Žižka, pa ne samo enega, kar nekaj posnetkov je obstajalo. Kje ste ga našli? Je bilo to v arhivu televizije? Žižka konkretno smo najdli v arhivu RTV Slovenije. Ta je bil tam. Kaj pa kakšni drugi? Disidentski arhiv. Kje ste pa kakšne druge našli? Druge arhive, brskanje po arhivih je bil najbolj kompleksnih delov tega filma, ker jaz nisem želel arhivov obravnavati kot neke simbolne slike, ki jih dostikrat vidimo, ko nekdo govori o, ne vem, o nekem dogodku, se ponavadi pokaže neke simbolne posnetke tega kraja, časa, kakorkoli in to je to. Jaz sem želel zelo specifične stvari pokazati. Recimo, bom dal banalen primer. Posnetek Tita pri Kennedyju. Vi pač vidite, Tito pride Kennedyju, Kennedy pove par besed, Tito pove par besed, potem ima ta sestanek, ne. Ampak dejstvo je, da smo morali skombinirati iz 3 različnih arhivov, iz 3 različnih držav, da smo dobili vse te posnetke skupaj, ker smo v Srbiji v filmskih novostih najdli ful dober posnetek. Filmski posnetek recimo tega dogodka brez zvoka, v ZDA smo najdli v Kennedy Library zvok Kennedyjevega govora, potem smo po nekem naključju na RTV najdli pa še zvok Titovega govora, pa še en ful slab posnetek Tita, ne? Kot slike, na primer. In potem smo z montažerjem en teden ugotavljali, da sva posinhronizirala zvok pa sliko in da smo najdli tih par momentov, ki potem končajo recimo v filmu, ne. To je en tak primer, koliko je treba enega truda vložiti, pač na koncu vidite 5 sekund nečesa, ne.
Sam se mi je zdelo vredno, da slišimo oba, kaj govorite, ne samo da vidimo, da pač nekaj govorite, ni to prepričljivo. Ne. Dejansko pa Filmski arhiv, Filmske novosti, to je bil nekak najboljši vir. Tam smo v Beogradu preživeli po moje ne tedne, ampak mesece, ker sem želel priti do nezmontiranih materialov. Se pravi, oni imajo te filmske novosti, ki so jih vrteli v kinematografiji vsak teden, potem so pa shranili tudi vse nezmontirane originalne materiale. Se pravi, surov material. Čisto surov, ko je kamerman stisnil rekord in ko je stisnil stop. Ne. To smo na televiziji skušali včasih doseči, pa se ni dal, da bi shranjevali ostanke, ne? Ker med ostanki se najlepše stvari najdejo. Res je, ja. Ostanki so dostikrat najbolj zanimivi. Čeprav Tito v Kopalkah je bil direkt iz enega dokumentarnega filma o njemu. Imenoval se je Tito, volimo te. So vsi mislili, smo iz nekega skritega arhiva dobili ta posnetek, ampak je bil zelo javen, sem pač noben ga ni potem več predvajal. Ja, tudi zadnja tretjina oziroma zadnja četrtina, mislim, filma, pravzaprav, ko gremo že v razpad Jugoslavije, je pretresljiva, pravzaprav, ko speljujete te, v bistvu te naše tisočletne sanje o samostojnosti, ne, pravzaprav podložite s to ideologijo kapitalizma. In se ujame krasno s tem Kennedyjevim Clintonovim govorom, ne, ko pravi, da bomo začeli svobodno trgovati in tako naprej. In Amerika bo pomagala Sloveniji. Ja, zelo je... To je zanimivo, to ni bilo 50 let nazaj, ne? Ja. In pravzaprav to ni noben mit, ne? Ja. Ja. To je tistih zanimivih arhivov, ki jih gledaš, pač normalno, jaz se spomnim, ker Clinton bil pač v Sloveniji, jaz pač takrat nisem bil zraven, to je bilo leta 99, se pravi 17 let nazaj, ampak koliko se spremeni že v 17 letih, ne, ker se mi zdi, da tak govor danes, ne vem, če bi še šel čez, ne, ampak tako, ja, ne, zdi se mi, da je prerokovanje neke, kako smo že rekli? Prerokovanje preteklosti. Tako, ja. Ja. Jaz mislim, da vas moramo zdaj povabiti k besedi oziroma dovolj, da začnete kaj govoriti in vpraševati. Zanima me, je bila narejena kakšna mini raziskavica, koliko ljudi potem, ko si ogleda ta film, verjame, da je Jugoslavija imela vesoljski program? Ne, te ankete nismo delali. Je bilo zanimivo? To je to. Ne, dejstvo je, da je ta film, ja, možno je, ne, to je to, ja. Dejstvo je, da pri tem filmu je bila osnovna ideja ta, da se ljudje začnejo na koncu malo spraševati, ne, o kako mi percipiramo, kako vidimo realnost, v kaj mi zares verjamemo, predvsem pa zakaj verjamemo v določene stvari, ne. Dostikrat povem, da sem zdaj ravno bral, da ogromno ljudem je osnovni vir informacij Facebook, oziroma socialna omrežja, ne, kjer se pač seveda pošiljajo naokoli stvari, ki nimajo absolutno nobenega nekega novinarskega ozadja, nobenega preverjanja informacij in česarkoli. Dejstvo je, da tukaj je ena zanimiva stvar, ki tudi mi nismo mogli toliko videti vnaprej, da jaz sem vedno verjel, da smo ljudje v resnici ful kritični do stvari, ki jih vidimo. Zato smo ta film delali do konca, do vsakega detajla in probali spiliti res, da je vse tako, ko mora biti. Ampak smo v bistvu ugotovili, da ljudje zares v stvari hočemo verjeti. Hočemo nenehno potrditev, ja, ne, da se ujamejo stvari. To pa hitro pripelje v bistvu do populizma, ne. Ne vem, zdaj smo malo priča počasnemu vzponu desničarstva zopet v Evropi, ki večinoma bazira na zelo banalnih tezah, ki večinoma nimajo zares neke podlage. Tudi, če ste malo poslušali, Brexit kampanja je bila v bistvu polna nekih še kar v bistvu zavajajočih informacij, no, vsaj milo rečeno. Ja, laži. Ja, ampak so ugodne, so fajn za verjeti, ne. No, tisti podatki, koliko mora Anglija recimo plačevati Evropski uniji, so bili popolna laž. Tipičen primer tega, ja. In zdaj, v našem filmu na koncu Žižek vsaj lahko pove, dajte malo razmišljati o zadevah, ki ste jih zdaj videli, ne. V realnem svetu tega žal ni.
Mene je fasciniral tisti rov, oziroma ta tunel, to je v Bosni, ne? Tale Željevo, oziroma objekt 505, podzemna letalska baza Jugoslavije je v bistvu večinoma na hrvaški strani. Je popolnoma na meji, ena pista je na bosanski strani, ampak večina je na hrvaški. Je pa tako, bilo pa še kar zanimivo tam snemati. Tam noter smo 3 dni snemali, pač tam je načeloma minsko polje, ne, smo travniku, tako da smo malo bolj se držali asfalta. Tisti prizor s policijo, ko vas pridejo, kako boste kaj povedali, kako je to potekalo, kako se to... Ja, policija, dejstvo je, da tam je ogromno policije skozi, ne. In ko smo prvič recimo šli, mi smo vedno šli v Željevo z ljudmi, ki obvladajo teren, se pravi, to so fan klub v bistvu Željeve, ni zdaj, da je to neka državna inštitucija, ampak smo se vedno policajem javili, je pa res, da še vedno, ko smo tam prišli, so zmeraj prišli in smo imeli ne 3-krat posnete, kako so pač prišli pa hoteli dokumente. Je pa res, da je tako, pridejo do nas, hočejo dokumente, potem pa grejo in se mi obrnemo in takole iz Željeve ven pridejo eni 4 čist črni modeli z enimi bakrenimi kabli ven, takole pa jih nosijo peš. To je bila izkušnja Željeve. Ja, prosim. Ja, baker, tam ga je bilo veliko. Imeli so bodo ene radioaktivne stvari noter v senzorjih za dim, je en radioaktiven elementek in seveda, ko so vrgali v luft Željevo, so ti radioaktivni elementi pač posod zleteli, tako da ni prepričljivo glih jest stalno. A je bil ta film predvajan v Ameriki že, pa če je bil, kako je bil sprejet? Hvala. Ja, film je v bistvu bil premierno predvajan v ZDA. Imeli smo premiero aprila v New Yorku na festivalu Tribeca. To je festival, ki ga je Robert De Niro ustanovil po 11. septembru in bil je v glavnem tekmovalnem programu. Bil je v bistvu zelo dobro sprejet, imeli smo polne dvorane non-stop. Dejstvo je, da pa še to, v bistvu bo še največja distribucija ravno v ZDA, ker bo čez pol leta ga začel predvajati tudi Netflix. Netflix ga je odkupil in se bo predvajal tudi na vsakem zadnjem ranču v Teksasu. In to bo še zanimivo. Ja. Ker pač festivali so vse neko mogoče okolje rahlo odmaknjeno od tega, na Netflixu gre pa povsod. Pa jugov smo tudi kar nekaj izvozili, ne? Tako da spomin je še... Spomin na jugota, ja. Ja, je še živ. Da spet bojo dobili neki tazga, kar ne bojo veliko s tem delati. Skratka, sprejet je bil v redu. In kaj bo že drugo vprašanje? Kako je bil sprejet? Kaj so ljudje spraševali? Kaj jih je zanimalo? Podobne stvari kot vas, no. To sem hotel reči, da dejansko Amerika je dežela teorij zarot, ne. In pač pri nas je bilo zelo velikokrat to vprašanje, kako pa zdaj to Američani vidijo, ne, zdaj, kaj groznega se bo zgodilo. Pa niti ne, ker oni kot prvo še rajš verjamejo v stvari, to je tisto, o čemer smo se prej pogovarjali, ne. Saj ste tudi spremljali predvolilno kampanjo, naprimer, ameriško, in kjer je bilo to zelo očiten ta moment populistični. To je moje subjektivno mnenje, tako da ne me preveč držati za besedo, ampak dejstvo je, da ko smo snemali Houston, snemali smo ga pa ravno na vseh teh najbolj sakralnih prostorih, se pravi od Washingtona, šli smo tudi na 9/11 Memorial v New Yorku, v Dallasu smo snemali, kjer ste videli pač v filmu, kako se vsi delajo selfije na sredi ceste, kjer so Kennedyja ustrelili. In tam je bil za vsakim vogalom en teoretik. In nam je bilo ful zanimivo, ker smo videli, da snemamo nekaj in so vsi do nas prihajali. Jaz pa vem, kdo je Kennedyja ubil, pa en drug prišel, ne, ni res, en drug ga je, pa pol neka tretja varianta, pa so bili že vesoljci. In mislim tako, pa smo se že počutili dosti domače tam, tako, pa smo eni izmed, no. Kakšno vprašanje ali pa kakšen vtis o filmu, to bi bilo pa za režiserja zanimivo. Vsekakor je imeniten film, ne? Čestitam za idejo, pa seveda tudi še bolj za izvedbo.
to, da je bil naš pokojni predsednik Ostap Bender, veliki kombinator, je že nekako lebdelo v zraku, tako da so se vam verjetno zgodbe kar same od sebe potem limale na figuro. Je pa tako, kot je rekla gospa Helena Kodrova, jaz sem ga prvič videla in nekako ključ za razumevanje sem pač iz izkušenj iskala v tem, kar na začetku in na koncu Slavoj Žižek pove. To, kar pove na koncu, je pravzaprav zelo bistveno, upam, ker je on tako grozno angleščino tolko kot vedno in sem pozabila brati slovenski podnapis, bi vam bila hvaležna, če to njegovo sporočilo še enkrat ponovite, najbrž ga znate na pamet. Hočem pa reči, da sem tako kot ob prvem gledanju, verjetno tudi od drugi, iskala ključ, ne, ker tam nekje pri jugu to mi je bilo že jasno, da je vse skupaj zelo fake in potegavščina. Sem pa nekako hotela očitno verjeti, da gre pa vendarle za neke stvarne like, kot je ta inženir. Torej, jaz mogoče sem kaj zamudila, ker sem en čaj zunaj spila. Tudi torej, inženirji so izmišljeni, skratka, vsi liki v vašem tem filmu so izmišljeni, razen tistih, ki jih vidimo na dokumentarnih posnetkih. A to drži, sem prav razumela? Zdaj je bilo par stvari rečenih, bom šel po vrsti. Ja, definitivno Slavoj Žižek je bil tako, osnova, zakaj mi ta film sploh delamo, ker ni toliko težko narediti nekaj, v kar bodo ljudje verjeli, težje pa narediti nekaj, o čemer bodo začeli razmišljati. In filozofija je bil nekako ta odgovor na to vprašanje, ker filozofija večinoma postavlja vprašanja, ne daje pa direktnih odgovorov, ker najlažje bi nam bilo napisati na začetku filma neko dejstvo o tem filmu, kako ga je treba gledati, ampak se mi zdi, da bi to izpalo dosti poceni. Tako da Slavoj Žižek pove v bistvu ključne stvari, ja, ravno to, kako gledati film, je neke vrste športni napovedovalec. Zdaj glede njegove angleščine, zapeljiva angleščina. Torej, njegova angleščina je znamenitost, treba jo bo zaščititi, po moje, bo še enkrat na razstavi v kakšni momi ali kaj podobnega. Hotel sem samo to povedati, da sem ga pač poslušala, ne, in ker tako, ko on seka polena v angleščini, pol enostavno nisem, spod je bil pa prevod, ki je bil najbrž veliko bolj ljubezniv za razum in ušesa, in vas prosim, če ta stavek ponovite v slovenščini. Na začetku govori o Božičku, na koncu pa pove, da čeprav vemo, da je vse fake, je vse res. Tako kar je zelo podobna alamutovska zelo podobno, teza. Ja. Ja, ta film meni pravzaprav ogromno pove o življenju v državi, v kateri sem preživela večino svojega življenja. Ne. Se mi zdi zelo resničen, zato sem tudi na začetku, ko sem pri tistem nagovoru, ko sem pomotoma namesto resničnosti uporabila besedo resnica, sem se popravila. Mislim, da ta film je izmišljen, govori pa resnico. Ne? Resnico. In vsi ti liki, ki ste jih ustvarili, so pač, kot ste rekli, mene je tehnologija zanimala, so pač skupek nekih usod in ljudi, ki so pa dejansko obstajali in so. In Nordung je resničen, ne? Ba je. Neki programi, neki znanstveni programi so pa obstajali, ne? Ja, mislim, definitivno tukaj ful je težko potegniti črto med resnico in fikcijo in mitom, zares, ne, tako da bi šli zdaj secerati. Sej tehnično lahko gremo secerati, ampak mislim, da ni to bistveno. Bistveno je to, da smo naredili en tak skupek, ker tudi za vsak lik, ko me potem ljudje sprašujejo, gre v bistvu vedno za neko kombinacijo vsega. Ne. Recimo, mi smo recimo general major, ne, je najbolj tak zanimiv lik, ko je on general major, res pa je, da je bil on v kontraobveščevalni službi in kontraobveščevalna služba je imela pa nalogo podajati neresnične informacije.
kar je zelo blizu filmski igri, ne. Ja. In njegova hčerka Irena je v bistvu napisala doktorsko dizertacijo na to temo, ki jo moram še prebrati, ampak mislim, da bo moj naslednji priročnik za filmsko igro. Ker meni je bilo, ful mi je bilo zanimivo ravno to, da pač je bila osnovna njihova naloga podajati informacije, toliko verjetno, da jim ljudje 100% verjamejo. Ne 90%, ampak 100%. Ne? In tukaj se tudi jaz nekaj naučil novega pri tem projektu. Recimo eno od takih bolj zanimivih ljudi, s katerimi smo prišli v stik, ampak žal se naše sodelovanje potem ni moglo končati zaradi bolezni, posledične smrti gospoda Majka Vuceliča. On je bil recimo inženir, ki je delal v NASA, bil zraven pri Apollo 11 v tem, ta glavni tej mission controlu Apollo 11, ko so šli na Luno, bil je zraven vodje misije Gina Kranca in obstajajo njegove slike, ko se na koncu čestitajo in kadijo cigare. No, in on je bil recimo takrat iz Jugoslavije oziroma iz Hrvaške. Z njim smo prišli v stik, in bil taka tudi zanimiva inspiracija za del te zgodbe. Pak se pravim, žal potem se nismo mogli več srečati. Kako pa je on v Ameriko prišel? Mislim, da manj dramatično, kot No, naši zgodbi. Ja. Ne, mislim, da je šlo dejansko takrat za neke vrste izmenjave inženirjev oziroma strokovnjakov Jugoslavije, je bilo vse neke vrste en tak, danes bi rekli temu think tank oziroma valilnica nekih izobraženih, visoko sposobnih ljudi in eden izmed njih je tudi končal v NASA. Pa ne samo eden, bilo jih je kar veliko. Seveda, tudi imamo enega našega gospoda, ne? Petrač. Ja. Ne, je visoko. Na vsakem pogovoru zvem še za koga novega, tako da si počasi zapisovati. Poznate gospoda Petrača? Poznate najbrž, ne? Sem že enkrat bral intervju z njim, ja. Tako da ja, to je bila ena taka kombinacija vsega. Kje pa, pri Nixonu? Ja, on lepo kadil na Špito. Ja. No, se recimo ta situacija, kako on kadi cigaro, ne, pri Nixonu je tak tipičen mer ideja, ki je prišla pa iz samega arhiva. Mi smo pač vedeli, da moramo pokazati Tita pri Nixonu, ne. Ampak to je tako, lahko pokažeš en kader, ok, pri Nixonu in gremo dalje za zgodbo. Potem pa jaz gledam one posnetke, ne, in pač dejstvo je, gledaš ostale materiale, ki seveda niso končali v filmu, pač noben ne kadi v Beli hiši, ne, razen Tito seveda. In se mi je zdel tak zanimiv moment, če posebej danes, ko se pač res več nikjer ne sme kaditi, da pač se mi zdi, da je to en tak mini detajl, ki v bistvu, ne glede na to, da je to en taka velika državniška protokolarna zadeva oziroma srečanje, veliko pokaže o liku Tita, ne, kot rahlo nonšalantnemu državniku, ki pač kadi cigaro in Nixon ga gleda, pač, mislim, to je super, tako, super material. No, pa ta avtentičen stavek Johnsonov, ne, da bo zbombardiral, ne, te barabe, ne. Kako je s tem stavkom? To bom prepustil domišljiji gledalcev. Žižko, ja, Žižkovim besedam. No, ampak če smo pa že pri teh predsedniških pogovorih, ne, Kennedyjev telefonski pogovor, imate ga v Kennedy Libraryju, je online na internetu, lahko si ga zloadate in poslušate celoten pogovor, ampak večinoma je v filmu, no. Ko smo slišali, da reče Kennedy say hello to Mrs. Tito, pa smo rekli, to mora biti v filmu, ne. Mislim, blazno mi je všeč, ker na nek način rahlo zbanalizira vse te velike državniške pač protokole, no. Taka češnja na torti, ne? Ja. Lovski? Tito je bil strasten lovec, sicer mi smo prišli do originalnih posnetkov, nezmontiranih, in včasih vidiš, da kakšna žival pade, še pred on ustreli, ampak pač, to je. Ampak dejstvo je, da v bistvu obstaja kar veliko posnetkov Tita na lovu, no. V bistvu, če bi zbirali, bi lahko zbirali, katere živali bi želeli imeti v filmu, da jih on ustreli. Tu so bili pa od fazanov do pač vseh gozdnih živali, kar pač jih je, no. In seveda afriški safari. Ja, to je en dogodek bil. In vsi, ki so tam v posnetku, so iz enega dogodka. Napis, ne, lovec, Josip Broz Tito, ne. Ja, sicer, ne vem, no,
Jaz sem videl samo te posnetke tega, pač, ko so bili že postavljeni. Zdaj, kdo je to zares streljal in koliko časa mi je to vzelo, pa težko rečem. Kdo je res streljal, ne? Pa kdo je res streljal, ja. Ja. Ampak takrat smo pa dobili od Amerikancov, kot se spomnim, velik kredit, ampak Ja. ne vem na podlagi česa. Ja, seveda, sej to je ta skrivnost tega blaznega dolga, ne? Sej to je bila, pravzaprav to je bil glavni motiv, ne? Ja. Oziroma, Ja. Mislim, dejansko film, če že govorimo o teh nekih realnih dogodkih, ki so se dogajali in seveda denar sa strani ZDA, ki je prihajal v velikih količinah, ki nikoli ne pojasnih zares, so bili en izmed delov te hrbtenice same zgodbe filma. Namreč od prve minute do 88 minute filma vi v bistvu vidite od 1946 do 1999. Ker potem, ko sem jaz malo analiziral zgodovino Jugoslavije, v bistvu ugotoviš, da ima zgodovina Jugoslavije klasičen dramski trikotnik. Ker ima nek vzpon, neke zaplete, klimaks in potem grejo stvari dol v, recimo temu katarzo. In je v bistvu zgodovina Jugoslavije klasična dramaturgija, ki smo jo potem uporabili tudi v samem filmu. In en izmed dogodkov, ki tudi služi kot del zgodbe, je bil pa tudi ta, da je Jugoslavija dobila ogromno denarja, seveda, ker so prodali vesoljski program. Mislim, težko je zares tako, težko bi se lotil recimo ene dokumentarne serije Jugoslavije, ker je Jugoslavija toliko kompleksna, toliko resnic obstaja tudi v njej, ne, da se mi zdi, da več pove nekaj, kar bolj poseže v fikcijo, kot pa v dokumentarizem. kaj pa zasedba vlog, kako ste tega se lotili, ker so sjajno zasedene, ne? Ta Hafner je... Hafnerja konkretno smo, ja, vse like oziroma vse ljudi, ki nastopajo, smo iskali zelo nekonvencionalno. Eden ni bil preko, ne vem, casting agencije ali kaj takega, zato ker smo iskali v vsakem nekaj specifičnega ali pa da on celo res to je, vsaj na pol. Recimo Hafner je tipičen primer. On pač to je, kar je v filmu, on to je, ne. Res pa je, da je sodeloval pri nastanku zgodbe in pisanju scenarija in tako naprej. Ker so solze avtentične, ne? Seveda, ja, ker v bistvu je to vedno tak neka kombinacija. V bistvu je dokumentarni lik, ne? To je to neko poigravanje z realnostjo in fikcijo. V bistvu, ko smo mi delali film, se zares nismo spraševali, zdaj kje je ta meja. Noben se ni s tem spraševal. Spraševali smo se samo, kako narediti dobro zgodbo, ki bo avtentična. In pač, ko nekoga, ki je res doživel to, da je recimo glih gospod Kranjc je šel, se upokojil 89 ali 90, ne vem preveč to besedo držati, ampak ravno pred osamosvojitvijo Slovenije. In pač to je bila njegova osebna traumatična izkušnja razpada Jugoslavije oziroma sistema, v katerega je on verjel in potem je šel, kamor je šel. In seveda to je stvar, ki niti v scenariju ni bila, ne, na primer. Dejstvo pa je, da smo njega iskali kakšno leto pa pol, tako producent me je že in vsi so me že tako za vrat stiskali, dajmo enega najdeti, ki bo prevzel to vlogo, ampak ne vem, greš do konca, iščeš, mislim, dokler pač jaz ne najdem nečesa, ker vem, da je to, ne morem dobro spati in če sem hotel še kdaj spati, sem mogel pa zakastati nekoga, ki res dobro funkcionira. Tako. In ste ga našli. In smo ga najdli, ja. Je bilo super izkušnja. Jaz sem bila prepričana, da so nekateri prizori, ti osebni prizori s Titom posneti, zaigrani. Zdaj več ne vem, a je Tito zares Tito, a ni. Tito je posod Tito. Kjer prizori so vas pa najbolj tako zmotili, da ste pomislili, da niso pravi? Kjer bolj neroden izpade. Nekako se mi zdi, da tega ne more biti v arhivih. Da so to pač vse uničala, ne? Da Tito more biti svetolik, kjerkoli že je, da tega ni. Kje se vam pa zdi, da najbolj nerodno izpade? Tako sem, kakšna referenca mogoče. Tako zdel. Se ne spomnim zdajle, ampak... Lahko vmes povem recimo eno referenco, naprimer, ko Tito dobi ključ od Jugota, ne?
Pač, če vi gledate originalni posnetek filmskih novosti, je tako zelo pompozna stvar. Ne. Maršal je prišel v Kragujevac, prevzel slavnostni ključ, orkester špila zraven in glas oziroma voice over govori, kako je to vse super. Ne. Ampak ko pa ti daš stran zvok in gledaš samo sliko in vidiš, kaj ti slika daje, pa vidiš enega zelo utrujenega človeka, ki ima že vsega dost. In to je potem stvar, ki jo potem smo mi izkoristili in jo v bistvu obrnili dosti na glavo. Ne? Še posebej, če v delu zgodbe pa še, da ti to sploh ni bil zadovoljen na tem avtom, je to bila največja katastrofa. To je v resnici, prej bil odziv glih, da pri Jugotu in nekdo ugotovil, da je to fikcija, ampak Jugo je v bistvu en izmed bolj resničnih delov, ker je bil potem izvožen v ZDA, bil je ena velika polomija in seveda na veliko nezadovoljstvo Jugoslovanov. Res je, da smo malo leta morali skupaj dati bližje drug drugemu, ampak na tak način smo se mi tudi poigravali potem z arhivi, ne, ker ti slika daje nekaj drugega kot tisto, kar so oni zmontirali. Tudi dostikrat zgleda zelo malo jezen ali pa slabe volje ali pa žalosten, ampak vedno v zmontiranem materialu izpade vse zelo pozitivno in optimistično. Ne. Slika ti pa daje nekaj drugega. Mototehniko so imeli v Jugoslovaniji, odnosno smo imeli dobro razvito, kar se tiče avionske tehnike in proizvodnje. Ja. Helikoptere, za ne vem kaj, vse se je delalo v bivši Jugi. Ja. Da ni inštitut gor v Beogradu. Vinča. Ja. Ne, pa tudi inštitut vojaški, izredno kvalitetno. Vse Ja. so predpostavili, Sej, ja, na nek način ta zgodba v bistvu vzame stvari, ki so bile res in jih potem samo poveže z drugo nitjo, no, bi temu rekli, ampak osnova je pa tam. Ne. Ker enkrat sem videl neko bizarno dokumentarni, igrano dokumentarni, ne vem, prispevek na netu je bil, kako je, mislim, da Kongo, ena od afriških centralnih držav, imela vesoljski program. Ne. In pač zadeva nima nobene osnove in ne izpade dober. Ne. Jugoslavija je pa to vse imela in v bistvu je, glede na vso tehnologijo, je iti v vesolje, sem še pol koraka naprej. Ne. Vse so razvijali tudi jedrsko bombo, naprimer. Ne. In rakete, prosim. Rdeča preproga v morje. Ja, ja. No, tam, ko vidite, kako gre Tito v morje, on ima tam rdečo preprogo v morje. Ne? Ja, se en konček se vidi. Ja, problem je v tem, da pač v filmu smo mi res je bilo prostora samo z 1 do 2 kadra in najboljši kadri je bil pa žal črno-bel. V barvnih kadrih, ko je mal širši plan, se pa vidi, da je to drugače rdeča preproga, ki gre tako lepo v morje. Ne? Tako da on, ko gre v bistvu s tistimi kužati njegovimi v morje, je v bistvu hodil po preprogi. Ja, ker bode, ne? Ja, bode, ne? Lahko vprašam, a je Tito znal plavati? Jaz sem čakala, da bo tam s kužki zaplaval. Jaz mislim, da ga je držalo gor. Ampak obstaja ena fotografija Tita v bazenu, ko plava, tako da jaz mislim, da plava, da je on plaval, no, da je plaval, ja. Tako, ja. Ja. A lahko še en komentar? Najprej hvala, ne, ker filmi so vsakič je boljši film skoraj na sporedu. In čestitke avtorju. Je pa res, da ker sem slučajno generacija, ker sem še JLA služil, ne, me spomne na tiste čase, ko sem dojel, ne, da je Balkan dejansko prostor mitologije. Ne. In da je temelj vsega skupaj je, kako boš drugega prelisičil, da uporabim tak izraz. Ne. In v tem so bili naši bratje onstran Kolpe večji mojstri, ampak mislim, da smo se veliko tega naučili. Ja, čestitam. Ja, to smo že parkrat dobili komentar, da smo jih nadmudrili. Da smo jim prodali njihovo robo nazaj s tem filmom. Sej, najbolj hecno, ne, če smo že ravno, recimo, film je bil v distribuciji po v bistvu vseh državah bivše Jugoslavije v kinodistribuciji. Res pa je, da je
zanimivo bilo pričakovanje največje v Srbiji, hkrati pa najmanjši kino obisk. Smo pa zdaj ugotovili, da je najbolj loaden film iz interneta v Srbiji. Lepo. Če lahko jaz nekaj komentiram. Ta drugič sem videla film in strinjam se z vami, da ga drugič drugače doživiš kot prvič. Ampak ko sem premišljevala, zakaj me je ta film tako globoko v bistvu prizadel, dotaknil se me je, sem ugotovila, da pravzaprav je Tito res prodal vesoljski program. Ampak to ni bil vesoljski program, kako odletiš z raketo v vesolje, ne? Ampak kako spremeniš svet. To je on v bistvu prodal. Ne? In potem se je izkazalo, da kupčija ni obstala. Ne? In zato smo potem na koncu tako tragično pristali in se je cela država razletela. Ne? In jaz mislim, da ljudje zato tako globoko doživljamo ta film, tako kot je rekel Žižek na koncu. Ne? Nič ni res, pa vse je res. Ne? Zato, ker jaz mislim, da zelo veliko ljudi, ki smo živeli v tistem obdobju in verjeli nekako ta sistem, da smo dejansko doživeli ta občutek, ki ga na koncu reče ta major, ne, oziroma ta Hafner, ne. Ja. To je bilo moje življenje in evo, kaj je od njega ostalo, ne. In zakaj se je to zgodilo, ne. Se je pač zgodilo, ne. Eni smo Alamota že davno prej prebrali, pa smo vedeli, da ne more iti. Ja. Jugoslavija je nek način mogoče prodajala mit države, ja. Si Alamota pri 18 prebral, ki je bilo pri 18 jasno. Ne glede, da je bila takrat Jugoslavija. Meni je bilo takrat permanentno jasno, kako gre. Ne? Pa je bilo še ogromno tvita, pa smo ne vem kaj ukradli. Mislim, da je bilo takih. Ja. Alamut je danes se izkazal kot ena taka blazno dobra primerjava. Vprej nismo uporabljali, mislim, da skoraj nikoli. Poklanjam. Hvala za to primerjavo, ker veliko pove, ja, res. Povejte, kaj zdaj delate? Poleg vseh teh stvari, ki jih imate za opraviti s filmom. Ja, v bistvu zdaj smo imeli kar nekaj mesecev hoje in avionov in vsega. Jaz sem gotovo, sem bil že več časa, zadnje čase v avionih kot v postelji, ampak bili smo na ogromno festivalih, bili smo na Tribeki. Jaz sem potem naredil še en kratki film takoj za Houstonom, tako da smo zdaj simultano na festivalih z obema filmoma. Bili smo na Tribeki, bili smo v Torontu, bili smo v Londonu, BFI, Karlovi Vari, Stockholm, itd. Zdaj smo prejšnji teden, sem bil iz Katarja prišel iz enega fajn filmskega festivala. Zdaj pa počasi probam to malo umiriti in začeti delati na novo. Težko se je posloviti na nek način, ne? Tako je, za filmarja, ki je preživel skoraj 1 leto v montaži, ni bilo tako komplicirano se posloviti od filma, rekel sem, da je konc. Ampak največji problem je bil v bistvu ta, ne, ko si 1 leto v montaži na koncu res nimaš nobene reference, ali je to, kar si naredil v redu, ali je to nekaj, kar je sploh zanimivo, ali ni zanimivo, ker ti nobena scena zares več ne da nekega emotivnega odziva. Ne. Tako da sem bil potem blazno vesel, ko je stvar šla v kino, na festivale, da imamo zelo pozitivne odzive na film. Zdaj pa se počasi lotevam novega projekta, nimam še pojma, kaj točno bo. Mislim, da bom rabil za kakšen mesec ali pa 2 pauze. To se pravi, lotili se boste scenarija? Ja, v osnovi se bom začel lotevati teme. Ker nekaj stvari me zanima, zdaj težko z vami delim točno kaj, ker me zanima ogromno stvari. Jaz sem tak multipraktik, no, tako da včasih me zanima, ne vem, doma prebarvati bano v kopalnici, tako da to so take malo mini zadeve, ki te malo sprostijo, ampak razvijamo tudi koncept mogoče nove TV serije, mogoče malo bolj mednarodno zastavljene, tako da brcamo na vsa različna področja. No. Pač dejstvo je, da zelo težko se je sfokusirati na eno stvar, ker če ti tista stvar ne uspe, potem
si rahlo žalosten oziroma brez financ ostaneš in je malo lažje je tudi meni mogoče delati na par različnih projektih, potem pa te en zares potegne in ti ga zagrabiš. Zdaj Houston je bil tudi nekaj podobnega, v bistvu smo delali neko drugo sorto filma, potem se je pa izkristaliziralo, da bomo šli pač v to smer. Tako da zdaj smo spet na začetku te poti. Nič nisva rekla o družini. Družina Virc. Družina Virc, ja. Virc, ja. Ja, mi imamo drugače svojo družinsko, filmsko videoprodukcijo. V bistvu producent filma je moj stric Boštjan, moj oče Andrej je bil direktor fotografije na filmu in firma obstaja že zdaj bo 25 let aprila, se pravi od ustanovljene, ko sem bil star 4 leta. To se pravi, da ste narojeni v filmsko družino? Ja, s tem, da firma se na začetku ukvarja tudi z takimi komercialnimi vsebinami, v bistvu mislim, da mi je več dalo to, da me je oče ful navdušil za fotografijo. Jaz sem v bistvu v osnovni in recimo še nekje srednji šoli veliko več se ukvarjal s fotografijo, ker takrat so še nekje te mini DV kamere ven prišla in potem sem imel v glavi to neko vizualno pripoved, ki sem jo potem še nadgradil. Vse stvari se začnejo zelo preprosto, pač bili smo sošolci v srednji šoli in naredili smo naš prvi film, ki se je imenoval Rekviem za burek in tako so se stvari začele. Potem pa jaz sem v bistvu šel na akademijo na AGRFT in je nekako se izkazalo, da mogoče bojo naše poti šle malo narazen, zato ker firma se ukvarjala z zelo komercialnimi stvarmi, jaz sem želel delati malo bolj avtorske. Potem smo v bistvu ugotovili, da če hočeš narediti pa res nek večji mednarodni projekt, ker Houston je zdaj češko, slovaško, nemško, slovensko, hrvaško, katarska koprodukcija, pa HBO Europe je koproducent in to so pa stvari, za katere rabiš pa zelo, zelo močen poslovno-produkcijski model zadaj. Ker pač, ko gre producent na banko, posredstva za razvoj ali pa za produkcijo ali pa za premostiti, njih res ne zanima, se ti ukvarjaš z izgradnjo stanovanj, delaš vesoljski program, ja, pa ne vem, rezervne dele za stroje ali pa film, ne. In je vse en, rabiš pač dobro poslovno okolje, v katerem lahko delaš in to se je izkazalo, da je družinska firma res super, ker si lahko zaupaš, to je osnovna stvar. To je osnovno, ne, seveda. So pa tle potem še cela ekipa. Ja, če ni vprašanj, pa še komentarjev. Jaz vam želim predvsem navdih. Navdih, to je sicer ljuba beseda našega predsednika, ampak kljub temu vam želim navdih. Ja, najboljši navdih ste gledalci, ne. Ja. Jaz pa vam vsem želim seveda lepe praznike in vse dobro v novem letu in veselim se, da se takoj po novem letu spet vidimo. Zdaj pa se odločite, ko greste ven, a ste živeli v pravljici ali so bile to moraste sanje. Odločite se. Hvala.